Alo, mujo, dođi na balkon, da ti nešto kažem. Kar začni snemati. Zdaj pa snimam. Zdaj pa snemaš. Snemam, Cool. skačem gor pa dol, snemam. Skačeš gor pa dol, to je v redu. Dobar. Skačem gor pa dol, ja, tako ja. Okay. Sem res fajn imeti Kaj? štender, ja. Moram zdaj se počutim kot gledam v daljavo v stolpnice. Sem ti rekel, da boš rabil štender. Pa Mike drži. Veš, kakšne seksi mikrofone nam je peli najdo. Ja, se sem mu pokazal. Pa kavček pa to, zelo dobro. Zelo dobro. Res ne bolj le kavček pali kot to. Tega podcasta bi človek to zaželil res za delovno okolje. No. To bi bilo res dobro, ja. Ja, to bo res dobro. Bomo zrihtali. Dragi podporniki in podpornice, še malo več vas mora biti, če hočete, da ne. Ne, a veš, kaj se bo hotel reči. Pa poudarek ni na malo, sam poudarek je na več. Da ga niste narobe razumeli. Več informacij na hvala za seribe.si. Ja, ne, zdaj, a več, to v bistvu nismo povedali, ne, da podpora Peliconov je neki, ne, samo to je v bistvu... Oni, ki mislite, da od njih živimo, ne. Ne. Imamo jih radi, radi jih podpiramo, oni tudi nas radi podpirajo. Face delajo. Super, ampak... Zdravo. Upravičujemo se za vse nevšečnosti. Je podcast o štoprskem vodniku po galaksiji. Mi pa smo Aljo, Peli in Zi. Na družbenih omrežjih smo povsod, Afna, opravičujemo se. Podcast podpirate predvsem podporniki na Patreonu in Paypalu. Če bi nas radi podprli, tudi vi lahko obiščete hvala za seribe.si, tam piše vse. Hvala lepa. In če imate radi odlično kraft piva, obiščete pelicon.bir in uporabite kodo brez panike za 10% popust in tudi tako podprete naš podcast. Oh yeah, baby. V prejšnji epizodi, kje smo bili? Ja, v prejšnji epizodi smo bili na teli Magreteji, na Magreteji. Dolgočasen planet je bil, ne? Tako. Še kar, no. Zdel se dolgočasen. Sicer ne vem, koliko ti je dolgočasen, če probaš pristati, pa ti jedrske konice, ki urad tišijo. Pa se to je bilo v prejšnjih epizodah. Vem, ampak ne, pač to niso dolgočasni planeti, ki te hočejo pretepst, ubiti, ne vem, karkoli. Jedrske konice ustreliti v raketo. Ja, to je res, to imaš prav. Ni tega. Ja. Mislim, če je to tebi dolgočasen, pol svaka čas za tvoj life, ne? Mislim, ka moraš imeti pa res zelo zanimivo življenje. Ja, v bistvu imaš prav, ja. No, obdelali smo še kulje in to, da jih je v bistvu Zapad v suženjstvo pošilo, ne, po celi galaksiji. Yep. Mislim, pa služi, v bistvu vojni dobičkar, ne. Če smo mislili, da so teli naši imperialisti, ki so afriške Američane v Ameriko pošiljali, no takrat so bili še Afričani, v Ameriko pošiljali, ne, pa z njimi služili zahodni skuli, delajo veliko hujše stvari. Samo o tem se ne govori pač, kar je. Je le predsednika, veš. Predsednik je vse dobro, ali kako že. Stari, veš, zato je bil predsednik, ne, da je pol zbrisal, veš, svoje stare grehe. Da je vrhovno sodišče pol počrtalo vse njegove tele mahinacije skuli. Te predsedniki, kakorkoli ima 2 glavi pa 3 roke, pa misliš, da je kul na koncu. Se še to, lahko ima sam normalne 2 roke pa 1 glavo, pa izgleda ista zgodba. Ni dele stran. V vsakem primeru ne zgleda. Ne. V vsakem primeru je podobnost z realnimi osebami zgolj naključna. Tako. Ja. In to že od konca 70-ih. Ne, mislim, da je to jaz mislim, da to ni, to je kukar od partije. Takrat, ko smo dole splezali, no. Takrat, ko smo dole, kar je bil kakšen predsednik je. Od tam, ker nihče ne bi smel noben zlesti iz morja. Tako. Gremo nazaj, pa je od začetka, ajde. Ja. No, a veš, zikar je bil predsednik ene krošnje nekdo stari, a veš, kaj so bili tam. A misliš, pa je rekel, pejmo dol. Na drevih, ne.
Nekdo jih je mogel nafukati, da so šli dol. Ja. Pač to, da smo z morja zlezli, to je bilo pač po nesreči. Ampak to, da smo pa z dreva šli, je pa po mojem nekdo je mogel nafukati. Saj, ne vem, če sem mu rekel, da je predsednik drevja. Ja, najbrž, kaj pa veš. Ne, mogoče sem en detske od doma pobegnil. Pa zlezel dol z drevesa. Kaj una rekla, da je lahko bi tale listje malo ubral, ne? Sam res. On rekel, nekaj nujenega imam, pa je zlezel dol. Nekaj manj zadelati. V glavnem, kakorkoli so zlezli dol, en je bil predsednik. V glavnem, Marvin se je izklopil, Artur je pa srečal nekoga. Ja, nekoga je slečil. Ja, in zdaj pa treba rukati opozorilo za kvarnik, tako da ga bomo. Ja, dajmo. Ok, 3-4 zdaj. Zdaj smo pa tlake, zdaj smo pa v 22. poglavju. Ja, oni so šli tudi dol, to smo še pozabili povedati. Ona sta sama da gor na vrhu stala. Ja, sama sta. Ona sta Marvin pa... No, ampak samo tako, da pač pred zdaj nismo povedali. Tako smo najedli, ampak... Nekaj cajta smo imeli ideje, da bomo povedali tudi celo, kar se je zgodilo od prvega poglavja. Se spomniš, Alja? Ja. Se tudi ni v njih ne povejo vsega zmeri, samo to, kar se nanaša na stejšno. Saj tako. Ja, da imaš zakuraš. Ja, to. Zemljo razstrelijo. Rešta se 2. Ugotovimo, da ne 2, ampak 3. Ugotovimo, da ne 3, ampak 5. Zdaj si pa že preveč. Raketni strelki uletijo. Jaz sem hotel samo to reči, da sta dva gor ustala, oni so šli pa dol. Ja, se to je v bistvu res. Ja, to je res. In fast forward. In smo že na Magreteji. Ja. Zdaj se v bistvu sploh več ne hvalimo, da znamo reči Magreteja, ker je to že tako... Ja, Magreteja. To je že tako čisto izuz. Na izuz. Da pa slišim, da slišim iz ust gospoda starega, katerega je Artur srečal. Ja. No ja, če to še poslušalstvo ne ve. To pride na konc poglavja, ko se ta gospod predstav. Ker je tle, ne moreš zajebati, če je cel geg, kako se vam kako skriva ime. Ki sploh ni pomembno. Tako ni pomembno. Ampak ta možakar je tak videti priljuden, ki ga sreča Artur, je videti tak, da, kako že piše, da obraz, ki bi mi v banki popolnoma zaupali. To je v današnjih časih, ki je bil... Velik pomen. Veliko pomeni takle obraz. Vsi si po mojem tudi v tistih časih je to veliko pomeni. Gospod je veliko dal že skozi, veš, pa je ve. Zanj sem slišal eno zafrkancijo v teh današnjih časih, ki moramo imeti vsi maske tudi za v banko, ker je, da ko mi čakam, da me spet novijo spustili v banko z masko. Čas. Da bo spet prepovedan. Na pošti še zmer gor visi znak, da ne smeš iti z masko noter. Vse na naši, na šišinski. Verjetno je pa od spod pa znak, da moraš iti z masko, pa zdaj bo pameten. Pičemo nazaj. Ajde, gremo nazaj. Aha. V bistvu sonci sta zašli, ampak še zmeraj je bila neka lučka. Mislim, neka svetloba za tem gospodom. Artur je zakričal, lepo. Malo se ga je prestrašil, se ga prestrašil. Zelo se ga prestrašil. Si v planet mrzlo je, pa kar naenkrat se en pojav pred tabo. Gandalf the White leti v hali, razumeš, pa ugotoviš, da ima še v bistvu hovercraft s sabo, Sicer najbrž, ker enkrat po tujih planetih lazaš, moraš biti pripravljen pač na vse, Tudi na pa, ker ta gospod je še kar v redu zgledal, tako, mislim, mu je bil tak simpatičen zgled na pogled, Ja, to je res. Za vpliv, Ja, za vpliv. Tako da je po mojem to nekaj boljšega, kar lahko srečaš na tujem planetu. Ja. Mislim, ali veš, ali pa eno pošaska te hoče požrati. Smo že v kvarniku, lahko bi srečal hroščatega krvoloka. Točno to so hotel reči. Če njega srečaš, pa da nimaš brisače. Pa da ne veš tega, da ne veš, kam moraš žuriti z brisačem. Si urit, A veš, če ne veš, kam moraš z brisačem narediti,
Ja, veš, ti nič ne pomaga. Ne? Mislim, če slučajno požvečeš ob robu, ker si mal lačen, ne, pa pozabiš na to, da si moraš rukati še z glavo. Ne? Itak. Pa je to problem. Zelo velik. Ja, v glavnem, Artur ni imel teh problemov, ker je pač prvi v bistvu vesoljskega je srečal poleg Zaphoda. Ja, v bistvu, no. Pa Forda, tudi, no, se Ford tudi ni. Ford je bil 50 let na zemlji, to se še ne šteje skoraj. Smo ga že skoraj asimilirali. Ja. V glavnem, model pol prebije, ta bradati. Bradati gospod. Hladno noč ste si izbrali za obisk na našem mrtvem planetu. Prijazen je, ne? Ni lušen, veš, malo small talka, veš. Malo smo toka, da on se malo pomena, veš, ne? A je v bistvu hotel Douglas narediti, sem hotel reči njegovo ime, tega človeka, tega prebivalca Magrateje, a ga je hotel narediti tako malo džentelmena, veš, Angleža. Ja, valjda. Ja, tak prijazen, meni se zdi tako, a veš, gospod je, a veš. Govori počas, lepo. Ja, v bistvu so v galaksiji samo še 2 Angleža, pa še Artur ni prav zelo džentelmen, saj zgleda, ne. Mislim, zaenkrat ne. Uglajen starejši gospod, ki mu je vse jasen, lepo počas govori, kamor se mu ne mudi, lepo razloži, da ime, ma ni važno. Sicer smo te prej probali ubiti, ampak zdaj pa lahko pokramljava. Ne, ampak se lepo razloži, da niso hoteli bengo biti, pač to, računalniki so pač stari, so malo jim je lušen. Ja, avtomatka je, ampak malo jim je lušen, da se malo prah dol ucufa. In tudi da veš, računalniku malo dal čas. Malo ne ustreli gorlah. Ja, valjda. Vsake tok cajta, da kaj ima strela, ne. Bum, bum, bum. Ja, končno je jim prišel. Dajmo, piči miška, veš. Ja, in pol mu še prijavil, da je čist, ne vem, potem, kar razlaga, kako pač računalniki so veseli, da kakšno konico rukne v luft, ne. Da je on, veš, jaz sem velik ljubitelj znanosti. Artur pa, a res? Ja. In pol ma... Počutim se kot zapaljivic, ki med prešuštom doživi, da vstopi v stalnico. Čak, ne, kdo to reče? Ne, to Artur reče. To Artur reče, to Artur reče, ja. Aha, v bistvu zato, ker Artur res našteka, kaj se dogaja, ne? In pol mu ta mož reče, da ni prav sproščen, ne? No, daj mi povej, kdo bi bil v Arturjev, na mestu Arturja, kdo bi bil sproščen? Je noben, sam ta mož misli, da bi mogel biti bolj, ne. Razen on, ne. Edin to, ja. Vsi ostali pa vala, mislim, glih kar je s Hovercraftom prdil, v neki hali sivi, ne. Zdaj se hoče pa on ful tako džentelmensko pogovarjati s tabo, pa pač povedati. Za Arturja, ki se mu je svet, ampak dobesedno se sune, dobesedno, mislim tako. V prah. In sta v bistvu na robu vrtače, kjer počiva ostanki kita ležijo okrog. Jedrske konice, vse to, valjda, da je živčen, mislim, da smo malo nervozen. Jaz nervozen, kdo ne bi bil. Predvsem manjših stvarih, ampak okay. V bistvu se še kar dobro držal model. Artur je zame krcarno. Še dobro, da ga ni vsekal ali pa kaj, veš, ne? To je bila prva reakcija. Kva ti bam! A veš, mislim, kva ti tukaj fuck bam! Veš, ti si avtomatka, veš, ne vem, ali pa laufat stran. Ali pa laufat stran, a veš, mislim, vsekat pa laufat stran. Kva veš, ne? Kaj bo ta pija, zdaj kar naenkrat, reka so njim benga tukaj, zdaj pa en gospod starejši tukaj. Ja, vsi ste mrtvi, ne, pa kva zdaj ti kle delaš, ne? Še duhovi so dobili družine, pa so šli stran, ne? Tako je. Pa so se ustalili. No in pomu leta. Stop, zdaj moramo pa, tle pa pride čas za citat, ki ga danes pove Miha Rekar na Twitterju, zdaj Afna Miha Rekar, včasih je bil Afna nekaj drugega. Ne, si bil skozi Miha Rekar. Ni bil MR Foto, back in the day. Sam zdaj ni več, včasih je bil še bolj fotograf, kot developer, developer je bil že skozi. Skozi je bil developer, sam je tudi slikal. Zdaj ne slika več, tako da očitno si je Twitter handle zamenil. V glavnem, Face dečko po nekem čudnem naključju in sploh nima zveze s tem, da je neki cajt fotko za ŽVPL, na zadnje je bil na Exitu. A res? Veš, koliko cajta nazaj, po mojem, let.
Ko je bil Miha Rekar na zadnje na Exitu, smo imeli na zadnje poročilo z Exita, tako da to je bilo že res dolg cajt nazaj. Ima pa tudi svoj podcast, v katerem se pogovarja z inženirji povsod po svetu, tako da pejte počakirati Parallel Passion, če ste inženirka, vas bo to najbrž zanimalo. Linki bojo pa tudi v zapiskih. Zdaj si rekel, kako se sam z inženirkami pogovarja. Inženir slash K, no. Inženir slash K. Karkoli od tega. V glavnem, Miha, se slišmo? Se slišmo. Ja, za ŽVPL sem bil nazadnje res 2012 na Exitu, ampak sem bil pa, čist nazadnje sem bil pa lani, ampak ja, ne slikam več in zato nisem več Mr. Foto, ampak Miha Rekar. Sicer slikam tako, vse veš, zase, Instagram pa to. Citat. Saj veš, da smo gradili planete? Je slovesno vprašal. Torej, je začel Artur. Nekako sem razumel. Fantastična obrt, ga je prekinil starec in oči so se mu poželjivo zaiskrile. Najrajši sem delal obale. Koliko veselja sem imel s tistimi drobnarijami v fjordih. No, kakorkoli, je skušal jetenit. Prišla je kriza in sklenili smo, da si prihranimo veliko skrbi, če jo prespimo. In smo programirali računalnike, da nas budijo, ko bo vse mimo. Mož je zatrl droben zev in nadaljeval. Računalniki, vidiš, so povezani s ceno delnic na galaktični borzi in zbudili se bomo, ko si bodo drugi gospodarsko toliko pomogli, da si bodo spet lahko privoščili naše sorazmerno drage usluge. Artur, redni bralec Guardiana, se je zgrozil. Takole vnašanje je pa precej nemarno. Res? Je milo vprašal starec. Oprosti, nisem čisto na tekočem. Miha, hvala, super je bilo tole. Se slišimo še kaj, pa vidimo, upam tudi, čeprav zdaj, kot kaže, bomo bolj se poslušali. Fjordine. Ja. Še nisem bil, ampak me mika. Ga imaš tudi na Jadranu, imaš ene par teh fjordov. Tukaj v Istri imaš, mi zdi, enega zelo blizu meje. V Istri je tudi fjord. Ja. To ni samo norveška domena. Ne. No, mislim, tam jih je največ, pa najlepši so tam, ampak tam se je gospod res potrudil, ampak so pa tudi tukaj v Istri se jih daj najdeti. Opa. Spet. Tam, v bistvu, mislim, da je eden tukaj, da je Limski kanal, da je tudi fjord, čeprav se mu reče kanal, da je tudi fjord, no, v bistvu, tam, da je tudi lahko, no, greš to. Ne me zdaj za besedo držati, mogoče sem se zmotil. Ako se lagali mene, lažem jaz vas. Dobro, bomo dali zapiske tiskar je ta pravo, kukar koli že. Pa tam je tudi fajn tudi strige. Nam javte, ne? Ja. Res pa je, da so spet Hrvatje dubljte najboljše dele obale. Ja. Ne smem tega, ne smeš. Malo smo politično korekten podcast. Se vede, da smo Norvežani so dubljali najboljše. Nad njih se lahko, ker naštekajo, nad njimi se lahko, ostalim pa ne smeš se zameriti. Tako, prekleti Norvežani. Sam so pa plačljivi, ne? Kaj misliš? Fjordi. A res ali kaj? Ja. Imaš rampo, imaš cenik na rampi in dvigneš rampo, odšteješ une narje noter, kukar je cena fjorda in greš, in vržeš v puščo in dvigneš si rampo in greš noter. Mislim, vem, poslušalci, to je stvar, ki si jo na Balkanu ne znamo predstavljati, kako to izgleda. Vse ukrade z rampo vred, vse odpeljali. Sam res je. Ne, pri nas pušča ne bi preživela. Pušča in rampa vse bi šlo. Rampa je kovinska, po mojem, da bi jo tudi sunali. Učrafal bi jo. Prej. A smo res taki Balkanci, da tako rečem, no? Pišuka, no? Ne, sej, a veš, zanj sem eno lušno misel prebral, da Balkan to ni geografski pojem, ne? Da je to smer v psihologiji. To je stari duha v bistvu. Tako, sam je stari duha. Ne, to mi smo na Balkanskem polotoku. Ja, v redu je, ne? Sam večina nas prebivalcev Slovenije se
najraje kje ne bi postavila, ne? Ampak po mentaliteti se pa lahko kar kje postavimo. Ja. Predno objavimo to boljš bo. Lej, ta gospod za balkanski polotok zihar ni dobil nagrade. Ne, to absolutno ne. Za Fjordejo pa je. Tako, za Fjordejo pa je, ja. Ja, in v bistvu je kar celebrity, ne pa Artur sploh tega ne ve. Ne? Ja, v bistvu ne. Ja, še ne. Zihar je celebrity v teh krogih. Ne? Valjda mu je, če vsi spijo, veš, oni zdaj celebrity sam na Magreteji, pa vsi ostali so bili pa to krevni, da, veš, Galaksija je bila to krevna, da se ni mogla prvošati njihovih storitev, zato so pač šli spat, ne. Ja, valjda, ne, dokaj se ne zvigne cena. Damjan Murko je tudi celebrity samo v Sloveniji, pa kjer drgi. Ja. Sam Damjan Murko si lahko prvošiš za razliko od Magretejnih planetov. Še znaka pase procesija si ga lahko prvošiš. Drago ni, je pa sitena, ne? Tako nekako, ja. V redu, ja. Si slišal, da je zagrozil, da v nov hit izdal, če ne bomo doma? Mogo bi še reči, da če ne bo masko nosil tudi. Ojoj. Ja, lej, takole je. Z vsemi sredstvi je treba. Točno tako. Kje smo stali? Ja, v glavnem Fjordi. Finance so šle v bulo, oni so šli spat in... Ti, ampak si predstavljaš, ne, kako, mislim, kakšna sofisticirana tehnika. Ne? Oni imajo računalnike povezane z borzami, ne? Ja. In vse je to nekako na borzne indekse vezan, ne? In ko bojo borzni indeksi zadosti visok, oni spet izpanjajo ven. In gremo spet mi delati planete. Ne? A veš, mislim... Tari. No, meni je najbolj tudi, da take programčke imajo tudi pri Bitcoinu, sicer gre v drugo smer, ko Bitcoin pada, ti avtomatsko proda ali kupa ali whatever, pač kukar imaš meni je bolj fascinantno to, da kakšen lockdown je to stari, lej. Veš, je pizdarija, ne, kva zdaj, vsi bomo ali ne umrli, izginili, ne, gremo vsi spat. Ne, recimo, veš, nas bi zdaj dali spat, ne, zdaj bi rekel, ok, zdaj korona, zdaj pizdarija, ne, in nas kolektivno nas uspavajo za 4 mesece. Pri nas ne bi, stari, ena mamica bi rekla, da oni njena 6-mesečna otroki imata pravico do nespanja. Ja, valjda, ja. Ja, verjetno res, ne, lej, pa bi tudi cun, ne. To je bila zdaj Mojca iz interneta. Ja. Mojca z Facebooka se je oglasila. Prek Mamice na Facebooku skupina. Ni še, če je Mojca, dajmo reči Majda. Majda, ja. Pelje samo medij. Skupina Face Mamice, ali Mamice opremlja, ali kaj se že. Ker ne more dihati že po 2 minutah z masko. Ja. Pa jaz rečem, da pa lahko 1 uro z masko laufam na tempo 5 brez veze. Ja, lej, ti nisi Mojca, Majda, pardon. Majda ne razume. Ti nisi Majda. Majda ne šteka. Majda ne šteka, lej, se tudi potrč ne razume, tako da. Ja, lej. Pustimo to. Gremo nazaj, mi malo. Pejmo. Mislim, v bistvu smo že vse povedali, kar smo povedali, ne. Zdaj pač ta gospod je povedal, ne, da jih bojo alarmi zbudili, ker se bojo borzni indeksi toliko popravili. Ne. Ja. Tako. In da so jih zbudili. Ja. V bistvu, ja, da je začel Galaksiji tako dober iti, ne. V bistvu, da so dobili posebno naročilo, ne. To je rekel, da. No, ja, seveda, ja. Da si bojo spet lahko privoščili njihove, kako so razmerno drage usluge, ne. Ja, tako je, tako. Ne, nismo poceni, smo pa dobri, ne. Ja. Znamo pa narediti. Tako najboljši delajo. Tako je to. Mi postavimo ceno, to kleje. Ja, in pol je rekel, da moraš še pripeljati robota, ne? Čeprav je Artur prebije, da v bistvu je bolj nekakšno elektronsko kujalo. Ja. Aj tvoj robot ne. Ja. Ne poznam, nič ne poznam. Kdo? Ta robot? Ne, ta ni bo. Ni z mano. No in pa v bistvu možakar ugotovi, da mogoče bolj da ostane. Robot, mislim. In potem vozilo se predrajsa do njiju, ne, oziroma kako že pridrsi do njiju. Ne. Ja, tako. Ne.
In pol še tle ena lepa alegorija na Bond, James Bond. Kako ti je ime Zemljan? A veš, vedemo, da je Zemljan, ne? Kvarnik. Ja, to je pa res zanimivo. To je v bistvu zdaj zanimivo. To je bilo vprašanje, kako ga je uočil. Ne pa on tudi ve, da je Zemljan. Mislim, mi vemo, ker smo že večkrat brali, ampak tisti, ki pa prvič bereš, ti pa to ni čisto jasno. A veš, kako? Ve, da je Zemljan, ne ve pa, kako mu je ime. Ja, Dent, Artur Dent in pa ga še malo poheca, ne raje kot rajni Dent, Artur Dent. To je nekakšna grožnja, razumeš, ne? In pa ugotovi, da pač mu ni šlo prav zelo dobro od roke. Če znaš to prav uporabiti, da je to lahko zelo učinkovito orodje. Ampak da ne pa res ne gre. Ne mu res ne gre. No, it's obvious. Lej, tip je bil inženir. No. Mislim, ni zdaj bil, ne vem, neka starosta prci, ne. Ali pa ne vem, par Mossadu, ne. Ampak bil je inženir. Inženir je. Delo je fjorde. Stasi tudi zli, ne. Ja, ali pa Stasijo, ne. Groziti ne zna, ima pa zračni voz, ne. Tako da, ja, zdaj pa pridemo do tistega, ki je treba povedati ime tega starca in to je Slarty Bart Fast. Tole je pa treniral. To je pa tako pohituje, da sploh nismo mogli midvati. Ja, to je bilo pa zdajle. Bravo. To si je hotel primat zagotoviti med nami tremi, ne, da on tole zdeklamira. On iz ust. Ampak vedno bi všeč, zato ker sem se ga navadil že davna leta na Slarty Bart Fast. In on je tole, kaj se pravim. Po slovenski je še bolj zajeben, če ga po slovenski rečeš, ne, ker je ta rt fast, je kar zoper, ker Angleži požreje, ker je Slarty Bart Fast. Ja, veš, je malo laže. Mislim, pa zihar ima kakšen dvojen pomen, tak skrit v angleščini, sam jaz ga ne najdem. No, v glavnem... No, zdaj ste zvedeli to ime. To je to. In tukaj se pač konča ta epizoda. Naš poglavje, kaj? Ja. Naš poglavje je naša epizoda in to je to. Razen to, da zračni voz zajadra skozi noč. Tako. To je to, ne? To je to. Smo zaključili s tem delom. Gremo dalje, ne? Ja, dajmo še outro odbiti. Aljo, kar povabi poslušalstvo. Jaz bi zdaj povabil poslušalstvo, da prebere citat iz 23. poglavja in ga bomo objavili v naslednji epizodi. Kako? Čist preprosto. Vse piše na hvala za vse ribe.si. Če ne me pa lahko tudi pokličete. Ja. Seveda. Ja, tako. Lahko pokličete tudi na 05 9968685, valjda. Se ne v nobeno glasu, ampak ja. Itak se ne. Skoraj tako, kot bi kakšno customer service klical. Pa če je tajnica, valjda se ne. Ne, pa se ne. Ja, ne, vem. Sem posnel intro. Zdaj je intro. Sem posnel intro. Ker so vsi operaterji trenutno zasedeni, prosimo, da nam pošljete e-sporočilo. Vaše sporočilo nam pomeni ogromno. Prosim, pokličite. A vidiš, zi res čut stranko. Ja. Ne? Ja. Ker nam vaše sporočilo ogromno pomeni. Prosim. To moram pa dodati. Prosim, pokličite. Ja. Zdaj ti eno sporočilo pošelj, pa bomo malo zamenjali, ker on moj je ful tak nepriljuden. Bomo enega tazga najdel, ja. Sicer smo vse une v customer servisu smo odpustili, ne? Ja, zato, ker prihaja drugi val, vse drugače bi jih imeli. Ne, to ne, zmanjšali smo stroške, ampak drugi val smo izkoristili samo zato, da smo vas odpustili. Sorry, customer service people. Saj vsi vemo, kako ta svet deluje. Ja. V glavnem, najbolj smo veseli vaše direktne podpore, dragi podporniki in podpornice, še nobene ni, tako da čakamo. Zato se iz srca zahvaljujemo. Zanč mi je Blaž rekel, da nič več ne rečem poimensko, tako da evo, Luka, Blaž, Matej, Jure in Primož in neimenovani junak, veste, kdo ste in iskrena hvala za vašo podporo. Pa moramo še Luka to reči hvala, zdaj, ko bo lockdown, najbrž enkrat se zahvaljujemo za audio interfejse, da bomo lahko snemali od doma.
Saj eni od nas. Glede na to, kdaj bo tale epizoda na programu, bo najbrž to že. Bomo globoko v lockdown. Zdaj, ki je že lockdown. Mislim, zdaj, ki je že lockdown. Tako bomo globoko v lockdownu. Upam, da pridemo še kdaj. Ne, pa še to, v bistvu z vso podporo, ki smo pa do zdaj dobili, bomo pa kupili 2 domača mikrofona za Aljota pa za Zija. Tako da, vse gre. Še zmeraj se bomo slišali samo zato, ker ste vi z nami. Nas podpirate. Hvala lepa. Hvala, res. Ja. No, če pa ne morete, imam pa še eno idejo. Lahko poveste, če vam je ta podcast všeč, ga lahko priporočite prijatelju. Ni treba po internetu, ni treba kjerkoli. Lahko poveste, pokličite svojega frenda, ki je fan Štoparca. Ti, poslušaj tale podcast, opravičujemo se za vse všečnosti. Ne bomo vzeli veliko cajta, pa frend vas bo še vesel, ali pa frendica v teh cajtih, sploh, ko se ne vidite. Tako da, lahko pa to naredite. No. Tudi lepo. Tudi to bilo lepo. Tako, da komu polepšamo te samotne trenutke. Tako. Upajmo, da polepšamo. Tako. Ja, seveda. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe, .si. Hvala, zdaj pa smo. Dobre. Zdaj čak Zi, deva še prešteti 3-4 zdaj na 3-4. 3-4. Kaj, 3-4? Ja, ne. Ja, ne, da bomo imela posinkana, veš, vse nima veze, kdaj sinkana, ampak važno, da sinkam. 3-4. 3-4. Ne, ker rečem 3-4, rečem 3-4 zdaj. 3-4. 3-4 zdaj. Ok, se v redu, zdaj je lega. Važen je, da je zdaj to prav. Hvala Bogu, da nisem bobnar pa basist. Ali pa kada bila bobnar pa basist. Ne, veš, kaj bom naredil, čak, stop. Vem, kaj bom naredil. Kaj rečejo sam? Ne, počakaj. 1 ali pa nek. Zdaj pa reč. Kaj delaš? Kaj reč? 3-4 zdaj. Še enkrat? 3-4 zdaj.